en moj najljubši čas v letu dnev, ko se jih najbolj veselim, in to je jesensko okraševanje. Danes je tako idealno vreme, deževalo je zjutraj, še vedno vsake toliko malo dežuje, res je tako oblačno, gloomy, bo direkt za ta pravo vzdušje. Najprej je treba iti v klet po vse stvari in jih prinesti gor. Halloween bo še malo počakal. Kako pogrešala sem to škatlo, ker zadišalo je, ko sem jo odprla pumpkin spice-u. Vsako leto, preden začnem dekorirati, si naredim vzdušje z vonjem. Vonj je najbolj močno čutilo povezano s spominom in ko nekaj zavonjaš, se spomniš na nek letni čas ali pa na nek trenutek. In letos sem končno pri nas videla te prozorne posode. Sicer pokrovček mi ni toliko všeč, ampak vseeno pač je cute, itak bo najprej odprta, zato da bojo vonji šli ven. Torej, naredila bom simmer pot, to je v bistvu vrela posoda, oziroma posoda, ki vre, in not bom dala pomarančo, jabolko, cimet, še druge stvari, ki dišijo po jeseni, oziroma tudi pol za božič, a ne. Tako da dajmo najprej ustvariti ambient z dobrim vonjem. Ponavadi si ne kupujem sezonskih posteljnin, ampak ker imam samo eno za to velikost kotra, ko ga imam, že dolgo cajta kupujem novo, ki bi mi bila všeč, in pa sem videla to in ta je prav jesenska. Tisto prejšnjo, ko imam, tudi gleda tako malo jesenska, ampak ne tako direktno jesenska, ne tako očitno. Še vedno mi je ful všeč, tista bo za zimo, pa pol za naprej, če ne najdem kaj drugega, oziroma zaenkrat ne iščem. Tako da ja, to je zdaj moja nova, taka malo bolj svetla je, ampak ne čisto bela, in pol ima liste različne, pol ima še par teh želodov in oreščkov pa tako naprej. Tako da bomo zdaj zamenjali posteljnine, oziroma preoblekli posteljo, ker sem zdaj na kavču spala en dan, ker sem čakala, da se mi rjuha posuši, moram si še rjuho eno kupiti. Migino najljubše opravilo se začne zdaj. Ej ti, zdaj se boš umivala na frišni posteljnini. Najbolj všeč so mi pri teh posteljninah te gumbki, ta je Sinsaja, ona prejšnja isto, in je ful enostavno gor pa to dati. Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening and midnight. Such a wonderful delight. Forgo. Give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up. Coucou. Coucou. Diana. Ja veži. You're the rose in a garden, and it shows if I'm on. Kar sem opazila, malenkost je tako prosojna, sicer jaz imam tako bele poštre in kotre, ampak vseeno. Imam pa dva različna kotra, mislim poštra, ta je bolj tak mehek, ta je pa bolj tak spominska pena in je malo bolj ozek, tako da itak nima veze, ampak Mikja, nima veze, ampak
Jaz dam bolj ta preostanek tak spod in se nič ne vidi. Itak bo pa koter čez. Peron? Magaroni. Poglejte. Zdaj bo pa kar težka izbira, kjer pošter dati na pojslu. Mogoče bom celo kako drugo prevleko kupila. Fora je, da jaz imam ta pošterno, se mi zdi, da to bi ful lepo bilo. Zelo lepo, ampak bi zelo rada tega imela na kavču in ga tudi uporabljala. Tako da, ja, mislim, da imam še eno tako rumenkasto prevleko, mogoče to bi tudi delovalo. Drugače, ta pošter je ful lep, ampak se mi zdi, da s temi vzorci se čisto razgubi. Tega sem v bistvu kupila, ker nisem našla take velikosti poštra file za prevleko in sem pač kar cel pošter kupila, ker se pač nisem našla take velikosti, ampak ja, ne paše tu, oziroma je preveč teh načičkanih stvari. Tako da razmišljam, ali dam eno prevleko gor. Ta barva, mislim, da bo pasalo, no. Potem bom pa itak še imela ta pošter sončnica z mačko od Sare. Pa mislim, da bo ta lep tim. Ja, to bom naredila. Sicer ta prevleka je malenkost prevelika, ampak se mi ful ne da dajati na en ta drug pošter, tako da za pojslo bo itak čisto cool, ker je to bolj za okras. Pa mi je všeč. Končno malo spremembe na pojsli. Zdaj, ko sem že glih tukaj, bi to zamenjala za eno podobno zadevo, samo bolj take jesenske barve so. Evo, zelo cute. Ponavadi jaz nekaj dosti dekoriram tega dela. Letos pa razmišljam, če bi dala listke tukaj, imam na te police. Imam ene lučke listke, ampak nama bi jih drugje uporabila. Mogoče bom še kakšne kupila. Zaenkrat je to. Edino, zdaj pa ena težka odločitev. Ful imam jesenskih dek, ki pa se mi vsaka po svoje všeč, ampak ne vem, kam nekaj dodam. Ta je bolj taka znucana, s to se bomo z Miko pač pokrivali, oziroma bo ona jo imela na svoji te polički. To bi imela ful rada na kavču, zato ker je bolj temna in je lepši kontrast, tako da mislim, da to zihrne na pojsli. To se mi tudi zdi, da je preveč podobno tej posteljnini in ne bo prišlo do izraza. To sem imela lani tudi na kavču, mogoče imela 2 deki na kavču, ne vem. Ali pa bo to na pojsli, ker ta ni toliko za pokrivati, je ful taka, kot je na elektrise. Tako da mislim, da bom samo tako na koncu tukaj, ali pa če samo vržem čez, v bistvu je tudi lepo. Mika, se omakneš? Ti si moja najljubša dekoracija. Se mi zdi, da bo to lepo. Dajmo probati. Samo veš, kako zdaj to narediti. Po dolgem. Tako po eni strani bi dala tako po celem, samo bolj tako malo zakrije delno sam. Mogoče se mi je ful všeč, da se vidijo te listki. Mislim, da to ni to. Če kozi, samo je malo čudno.
Pa bom imela samo eno dekico tu, zloženo. Pač, če jo hočem slučajno uporabiti ta način. Mislim, da zaenkrat ne bo kaj z tega. Ok, jaz mislim, da bom kar dala te lučke liste tu pri pojsli, ker drugih stvari tak že imam dost. Se mi zdi, da pojsli nikoli ne dam toliko ljubezni za jesen in tako da bo malo tudi spremembe, dobro s posteljnino in vsem, ampak tudi z lučkami. Je kar dolga veriga, nisem vedela, da bo toliko. Ampak mislim, da bo lepo izgledalo sploh zvečer. Mogoče malo oranžno rumeno, ampak v tem delu jaz ful ne vidim tega dela toliko, ker je pač umaknjen. Pač za steno je, tako da, ja, ampak mislim, da bo cute, malo bolj cozy zvečer. Že 3 leta govorim, kako imam prazno steno, pa ker ne dam kakih slikar, če projekt za drugič. Ampak ja, jaz sem zadovoljna s svojim spalnim kotičkom. Naslednji del je kavč, ki se ga tudi veselim, zato ker imam par novih stvari. Moja najbolj vesela sem tega poštra. Se mi zdi, da bo tako fajn razbil to svetlost kavča, ker je zdaj res tak pač bež je, in rabimo malo kontrasta. Isto z ono dekico, ko sem vam prej pokazala, se mi zdi, da tudi fajn paše zraven poštra. Da lotimo se kavča. Je lepo. Tukaj se tudi Mika rada skriva pod dekico, tako da to bo njeno zavetje. Preostale dekice bom dala pa sem. Te so pa za uporabljati. To mogoče ni slaba ideja, sicer je vzorc, ampak je ful drugačen in tudi bolj nežne barve, nič divjega, tako da mislim, da bo to tam ostalo. Drugače pa kavč je totalni vibe. Se mi zdi, da barve paše skupaj, ta lepo naredi kontrast. Tukaj ta pošter naredi malo kontrast in življenja, da ni vse bež. Tak cel pogled še na mojo pojslo tam. To bo kar a lot. Zdaj pa ta glavni del, dnevniške police. Čas za malce rabim okrepčitev. Probati novo dekico. Najbolj pomembna stvar v dnevni je seveda ta veriga listov, tako da jaz imam tukaj v bistvu združeni dve. Ena je taka tipična oranžna, bolj je ta bolj rdečkasta, da je tako malo dimenzije, da je malo bolj drugačne barve. Imam pa še vmes te storže, ko imajo lučke, tako da imamo bolj tako bogato grilando in izgleda ful lepše, kot pa samo ena.
posili s sončnicami. Meni so sončnice tako jesensko-poletne, tako da mislim, da vseeno paše k jeseni. Evo, dnevna je končana, jaz sem zelo zadovoljna. Ne dogaja se ful na tej zgornji polici, ampak, mislim se, ampak se mi zdi, da ta Lego hiša strahu itak je ta glavna in ja, jaz vedno rada dam na ozadje nekaj jesenskega, to res spremeni cel vibe. Všeč mi je, da sem lahko obdržala svetilko, ker imam plac, ker zvečer ful lepo svetlobo naredi. Se mi zdi, da jesenski cajt je najlepši pol, ko se že malo temni, pa ko že lučke svetijo, pa svečka gori, tako da ja, sem zadovoljna s svojim kavčom in Mika je zadovoljna. Tako da ja, zdaj pa nas čakajo jedilnica, miza, na mizi se ne bo kaj dosti spremenilo, ozadje in pa kuhna. Evo, na vrsti je kuhna, zdaj najprej dajmo spremeniti barvo lučk. Dala bom to oranžno, čeprav zgleda malo bolj rumena, rdečo bomo pa prišparali za božič, ali pa tudi ne, no, zaenkrat rumena. Tada, malo bolj toplo. Zdaj tukaj sem si dala vse ven, kar imam posode oziroma šalčk za jesen. In če gremo malo bliže. Do stvari je novih, ta kupček je nov, ta del, ta šalčka. Če vam iskreno povem, sem čisto pozabila, da sem jo kupila, ker je bilo že dolgo cajta nazaj in zdaj jo končno lahko uporabim. Mislim, da si bom kar kavo naredila, tako da jo bomo dali kar sem. V glavnem, če gremo čez moje šalčke, te dve sta tako podobne oblike, zelo, zelo jesenski. Na tej piše Hello Fall, ta je oranžna. Te dve boste šle zraven kavnega avtomata na te hakličke, ker sta taki lepi, da sta skoraj kot dekoracija. Za odlagati žlice imam novo žlico in sicer v obliki gobe. Pol ta listek je od lani. If you know, you know. Lani sem tako iskala te šalce posod, da sem jih dobila, pol sem jih pa z najprej eno dobila, pol pa še drugo. To je tudi nova šalca iz Sinsaja, ta je sicer malo večja, tako da bo za kak čaj bolj, ker takih velikih kav skoraj ne pijem nikoli, ampak mogla sem eno tako tipično vzeti. Ta kozarc mi je tudi všeč, ta bo za vodo, všeč mi je, ker je steklen, to je stekleno. Tukaj se lahko zapreš in imaš tudi za kavo. V glavnem, tak lep jesenski, lahko tudi to stran daš, pa imaš sam kozarc, tako da po želji. Ostale stvari so od prejšnjih let, tukaj zraven je še slamca. Jo moram najti, ta goba, kozarc, ta ni tako očitno, ampak ja. Ena izmed mojih najljubših letos je ta, ki ni čisto jesenska. So imeli tudi bolj jesenske, take bolj oranžkaste, ampak mi je ful všeč, mi daje tak jesenski vibe. Pol te so že iz iska od prejšnjih let. Pol imam pa te nove stvari, ko sem vam tako že pokazala, če niste gledali, vam še enkrat pokažem. Tak vrč mini, to bila za peko ali pa tudi za karkoli za mleko dodajati kavi, ampak ja, ful lepo. Pa všeč mi je, da je malo drugačne barve, ko je vse itak tako oranžno. To je tudi iz Sinsaja, taka dva lepa krožnika, ful tako malo na vintage. Te moram še v bistvu oprati. In všeč mi je, ker so tudi malo manjša, ker take velikosti še nimam. Pol pa te čudoviti krožniki, ta je itak ful lepe barve, listke ima, to so vsi iz Primarka. Nazaj sem šla, ker sem hotela to veveričko med. Pol tega sem si tudi vzela, ker je tak vintage ježek. Edino, kar je zelo žalostno, je, da je počo, sicer se zdaj na hitro ne vidi, ampak ja, ima pač počenje po celem in razmišljam, da ga bi dala kot dekoracijo na steno. In sicer tukaj v kuhinji, da bi ga tako nekako pritrdila. Danes tega ne morem narediti, ker nimam s čemer pritrditi, ker to je kar težko, tako da bom morala nekaj najti, da bo držalo na krožniku, pa pol na steni, brez da vrtam seveda. Tako da bom šla v Merkur en dan, pa bom malo pogledala, kam ima. Se mi zdi, da bo ful lepo. Ok, dajmo najprej nafilati ta predal z šalčkami. Sem že spraznala teh, ki jih ne bom uporabljala, ene par sem jih še pustila.
Se mi zdi, da to listje res lepo naredi. Za vsak letni čas imam nekaj in tudi tako malo prekrije okno in je res cozy, to mi je všeč. Zdaj pa, kar se kuhinje tiče, razen tega krožnika, ki bi ga rada namontirala en dan, moramo samo še hladilnik zrihtati, torej ta del tudi vedno zdekoriram. Glede na to, da vidim balkon skozi, mi je tudi pomembno, da imam tam nekaj jesenskega in sem zamenjala te bolj poletne rože s temi jesenskimi listi, ki so mi ostali od drugih zadev, ki jih nisem uporabila. Seveda ena pomembna stvar za mene je, da tudi zrihtam vse te grafike, ko jih imam za Twitch livestream, tudi intro za YouTube moram zrihtati in vse te emojije moram zamenjati v jesenske, tako da to mi je tudi ful zabavno. Tukaj na mizi se nekaj dosti spremeni, to vazico in svečko in kaj še imam, sovico. Imam itak vsako leto, malo mogoče ta šopek spremenim, ampak mi je všeč, tako da niti nočem zamenjati, pa ta košara je tu taka topla, lepa, naravna. Pa še čaka ozadje, tam kjer so lučke, dam vedno listje, pa sončnice, tako da to bomo pa pol naredili. Evo, do zadnjega sem dekorirala, zdaj pa me čaka livestream in tudi tukaj smo čisto jesenski, tako da bom zdaj začela. Kavo bom še eno si naredila, Mika še kar spi, pogledaj mojo cute. Si vidimo, pol ni smela niti cajt kuhati. Sem pa nekaj na hitro pojedla. The light and everything. And Mikica. Oh, I need to take a picture too. Večerja, tako sem lačna, nisem kaj dosti danes jedla, kar ni bilo dobro. Tu imam potrebušnjino, malo lepinja, solato, skumar in paradajza. Tu sem spet malo prižgala za vonjave, ker zdaj diši po potrebušnjini. Pere se cote, tu je vse oprano, sem posušiti se mora. Mika je tukaj, cozy girly paturly. Nobene lučke ne gorijo, ker baterije zdaj filam. Ne boste verjeli, ampak čaka me montiranje. Danes je bil res dolg dan, ampak uspešen, ni še konec. Smatrala sem jutro mama pride. Pa še to. Zjutraj ob 8 oziroma prej moram peljati avtomehaniko. Pisala smo in ima sam jutro ob 8 cajt. Tako da bom mogla nazaj priti z busom, ker moja mama še ne bo tako zgodaj. Pa upam, da bo avto pripravljen v tem cajtu, ko bo mama tudi, da me lahko pele. Zvečer ta del res lep zgleda, ker imam še one lučke prižgane, oni reflektor oziroma projektor, no, kak se reče. In
Ja, cozy, se prečujem za zvoke zadaj. Tako vse zgleda ful bolj cozy zvečer, razen dnevno, ker imam za vse ugasnjeno, ampak razmišljam, če bi še tu ene te male lučke zrihtala, da bi jih imela. Po moje bom, če bom jih kje videla. Te pa itak, kot sem rekla, so še filajo. Jaz upam, da ste uživali, začutili to jesensko vzdušje. Jaz sem čisto odpadla. Ful snemam zdaj, tako da bo verjetno še kak ekstra video prišel že verjetno ta teden. In se vidimo naslednjič. Čau!